predsednik Zadružne zveze Slovenije, gospod Peter Vrisk. Tudi Zadružna zveza Slovenije se predstavlja na 57. kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Kaj vse predstavljate tokrat na letošnjem sejmu? Ja, tako kot vsako leto smo tudi letos močno prisotni tukaj ves teden, tako Zadružna zveza Slovenije. Tukaj se predstavlja tudi veliko število zadrug, imamo celo vrsto pomembnih dogodkov. Mogoče bi opozoril na sreda, to je zadružni dan, ko imamo podelitev priznanj Zadružne zveze Slovenije. To je dan, ko je dejansko največji obisk na sejmu, zadružniki pridejo iz cele Slovenije, z avtobusi se pripeljejo in to kaže, da je zadružništvo v Sloveniji dejansko močno in živi. In s temi priznanji se pa zahvalimo tistim našim najbolj zaslužnim kmetom, zadružnikom, ki so res velik del življenja temu delu posvetili. Priznanja dajemo tudi zadrugam, ki praznujejo visoke jubileje, 100 let, 110, tudi 120 let. To so res častitljivi jubileji in to res spoštujemo. Sicer je pa pomemben dogodek tudi v torek, ki imamo slovensko-vojvodinski večer. Na obisku imamo preko 50 ljudi iz Vojvodine, od politike do predstavnikov fakultet, predstavnikov zadrug. Pride podpredsednik vojvodinske vlade, njihov minister za kmetijstvo. Na naši strani bomo imeli tudi ministra gospoda Zdravka Počivalška, ministra za gospodarstvo, kmetijsko ministrico dr. Aleksandro Pivec in pa vse celo vrsto drugih visokih gostov, predstavnikov zadrug, tako da to že nekako ustaljeno dobro sodelovanje med Slovenijo in Vojvodino bomo s tem še nadgradili. Tudi na dan odprtja sejma je bila pri vas na vašem razstavnem prostoru ministrica za kmetijstvo. To pomeni, da je dobro sodelovanje Zadružne zveze Slovenije z ministrstvom za kmetijstvo. Ja, lahko rečemo, da dobro sodelujemo, da se ministrica Pivčeva trudi za kmetijstvo, za podeželje, tudi za zadružništvo. Imamo odprtih celo vrsto skupnih projektov za prihodnost, tako da res lahko rečemo, da se vsak po svoje trudi. Mi se trudimo biti nekako z ministrstvom, da tudi mi pomagamo pri njihovih prizadevanjih, kajti tudi kmetijska ministrica je ena izmed mnogih v vladi in če ima podporo nevladnih organizacij, tudi ona močnejša. In tukaj res lahko rečemo, da je obojestransko sodelovanje, razumevanje. Je pa zdaj pred nami seveda pomembno obdobje, ko se zaključujejo pogajanja glede nove finančne perspektive. To vedno znova opozarjam, tudi ministrico, tudi predsednika vlade, da pričakujemo, da se dejansko denar za kmetijstvo ne bi zmanjševal, na to ne pristajamo in bomo vse storili, da ne bomo rekli, da zdaj mi zahtevamo več, ker to bi bilo težko pričakovati, ampak absolutno ne pristajamo na niti minimalno zniževanje. To pa absolutno in bomo vse storili, da bomo to tudi dosegli, kajte v tem času, ko je kriza mimo, ko gospodarstvo dobro prosperira, ko vidimo, da tudi država Slovenije zbere veliko davkoplačevalskega denarja v proračunu, ne sme biti problem, da bi ne bilo nekaj denarja tudi za kmetijstvo. To zahtevamo in vztrajamo in jaz računam, tukaj imamo podporo ministrice, da bo tudi vlada kot takšna v celoti podprla ta naša prizadevanja. Tudi predsednik vlade, gospod Marjan Šarec, pravi, da prihaja iz kmečkih vrst, da mu kmetijstvo torej ni tuje. Kaj pa menite, kaj bi morala vlada storiti, da bi kmetijstvu šlo nekako bolje in tudi zadružništvu seveda? Še nikjer nisem videl cvetočega turizma ob razpadajočem kmetijstvu, pa sem marsikje po svetu že bil. Turizem postaja ena glavnih gospodarskih panog ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše po Evropi in po svetu. Če se država Slovenija tega zaveda, treba je vedeti, da je to denar zaslužen od turizma, to je nekako denar, ki je najlepše zaslužen denar proti ostalim gospodarskim panogam. To je tudi promocija države, torej če hodijo ljudje z celega sveta, uživajo našo hrano, pijejo naša vina, mi to našo hrano kvalitetno prodamo, to je zgodba o uspehu. No, in ta zgodba o uspehu se je v Sloveniji začela, na promociji smo v preteklosti veliko napravili, seveda marsikaj nas še čaka, Slovenci želijo jesti domačo hrano, to je dejstvo, tujci želijo poskušati naše dobrote, torej prehranske proizvode, ki jih imamo v Sloveniji izjemno veliko, zelo kvalitetnih, želijo, da poskusijo naša vina. In seveda, če bo naše podeželje živo, če bodo kmetije, če bodo turizem na kmetijah,
potem seveda bo ta gospodarska panoga živela. Če tega ne bo, potem bo tu dohodka ne more pričakovati. In to vedno znova opozarjam, da je kmetijstvo tek na dolge proge. Torej, učinki niso od danes do jutri. Ko je pa v kmetijstvu nekaj zamujenega, se pa to ne da več popraviti. Če bodo mlade generacije ugotovile, da ni ekonomske perspektive na podeželju, bodo odšle v mesta ali v tujino, tu na to podeželje nihče več ne bo prišel. Če gremo po nekaterih teh državah Zahodnega Balkana, vidimo, kako se to podeželje zarašča, vidimo vasi popolnoma opustošene, tam ni turizma, tam ni perspektive, tam nihče ne bo prišel nazaj. In to res želimo dobronamerno nekako dopovedati naši vladi, da zdaj, ko je čas, da zagotovi primerna finančna sredstva, da mladim da jasno sporočilo, gledajte, mladi na kmetijah se da živeti in preživeti. Da je to nek način življenja, ki ni samo garanje, samo brezplodno vlaganje denarja, ampak da je od tega tudi lahko neka družina na podeželju človeka vredno življenje živi. Sodelovali ste tudi na samem odprtju Agre. Nam lahko strnete še nekaj svojih misli iz tega odprtja? Ja, danes lahko rečemo, seveda lepo je bilo videti tudi komisarja Hogana tukaj, cela vrsta predstavnikov politike iz mnogih evropskih držav, ne samo sosednjih, tudi širše. Vidimo, da je danes ponavadi na dan otvoritve ni tako veliko ljudi na sejmu, danes je sejem nabito poln, tako da sejem dejansko živi, je nekako stičišče kmetov, razstavljavcev, obiskovalcev, prodajalcev, kupcev, politike, tako da ta teden v teh prihodnjih dneh se bo prav gotovo veliko pomembnih stvari odvijalo in dajmo to izkoristiti tukaj za druženje, za pozitivno dogovarjanje, za to, da postavimo neke še boljše temelje tega slovenskega kmetijstva in podeželja. Hvala lepa za zdaj in še naprej seveda veliko uspehov pri sejmu in tudi v zadružni dejavnosti sploh. Hvala tudi vam. Najprej lep pozdrav vsem spoštovanim kmetom, razstavljavcem, vsem gostom tukaj prisotnim. Seveda dejstvo je to, da cene hrane so nizke, povsod po svetu, kamorkoli gledamo, od Amerike, Južne Amerike, Kitajske, Turčije, kamorkoli pogledamo, države in državne politike sofinancirajo kmetijstvo. Takšna je pač politika, nič drugače ni tudi v Evropski uniji. Seveda mi se iz finančnega obdobja v finančno obdobje borimo, da zagotovimo za naše kmete neko primerno finančno osnovo. Zdaj se pogovarjamo, kaj bo z nami od 2021 do 2027. Ne pristajamo na nikakršno zniževanje denarja za kmetijstvo. Dobronamerno povem tukaj prisotni politiki, ki bo o tem odločala. Treba je maksimalno izboriti v Bruslju, torej na evropski ravni, da se ne bi zmanjševalo. Če bi se pa karkoli zmanjševalo, pa pričakujemo od slovenske vlade, da bo izpad nadoknadila. Ne gre samo za 70% slovenskih kmetij, gre za to, da v Sloveniji narašča turizem, vedno več je turistov, vedno več je denarja v turizma, to postaja ena najpomembnejših gospodarskih panog in vsako zmanjševanje denarja za kmetijstvo bo to odraz na zmanjšanju fleksibilnosti podeželja, turisti pa seveda želijo lepo podeželje, poseljeno. In tukaj seveda pričakujemo nekako razumevanje, če torej državna politika najde finančna sredstva za razna druga področja, pričakujemo kmete upravičeno, da bo tudi za kmetijstvo in podeželje našla primeren denar. Gospod Vrisk, smo že vzgojili slovenskega potrošnika do te mere, da je pripravljen sprejeti dejstvo, da je maslo pridelano pri sosedu zanesljivo, boljše, kakovostnejše tudi v oziru ohranjanja narave, kot tisto, ki je na police naših trgovin prispelo 10.000 kilometrov daleč. Ja, v zadnjih letih se na tem področju veliko spremenilo in to lahko rečemo, da in vladna politika, ministrstvo, pa tudi nevladne organizacije smo vsa leta aktivno delovali v tej smeri, da potrošnika osveščamo, kaj je domače, lokalno pridelano, da potrošnik tudi pogleda na etiketo, kaj piše tam, kakšna je vsebnost nekih snovi in seveda tu je potrebno še marsikaj postoriti. Neka statistika kaže, da med 70 in 80% potrošnikov že išče izključno slovenske proizvode, je pa seveda treba se zavedati, da tisto, kar je domače, lokalno, naravno pridelano, je ponavadi nekoliko dražje kot tisto, kar je masovna industrijska proizvodnja, ki prihaja iz nekih tretjih dežel, pa ne vemo, na kakšen način je to tam bilo pridelano. Tu bomo morali še več postoriti. Slovenija nima nekih velikih viškov hrane, da bi izvažala.
če bomo to, kar proizvedemo, kvalitetno prodali doma, domačemu potrošniku in pa, kar sem že prej povedal, turistov, ki želi uživati domača vina, domačo hrano, potem seveda smo zmagali. Potem bo Slovenija res še naprej tako lepa dežela. Vidimo, da je po teh statističnih podatkih v zadnjih letih ena najbolj zaželenih destinacij širom sveta. Če pogledamo, lahko tukaj še marsikaj postorimo, je mala, turisti lahko v nekaj dneh celo prepotuje, pregleda, lahko okusi izjemno široko paleto kvalitetnih prehranskih proizvodov, kvalitetnih vin in to moramo izkoriščati. In še enkrat poudarjam, seveda turist pride v Ljubljano, Ljubljana je polna turistov, vsi hoteli so polni in hvala Bogu, da je tako, ampak turist potem naslednji, tretji dan pa že želi tudi na podeželje, v Prekmurje, na Koroško, na Primorsko, da vidi tudi to naše lepo podeželje. Tudi sami, ko potujemo, je lepo potovati po Švici, po Avstriji, po teh visokogorskih vaseh, kjer ljudje živijo, pa vemo, da se ekonomsko ne bi mogli preživeti, če ne bi družba ali pa država pomagala. In ponovno nek apel, dajmo se tega zavedati danes. Prej je bilo vprašanje mladih, recimo, ne. Ko smo mi prevzemali kmetije pred 30 in več leti, smo prevzeli, čeravno smo imeli izzive tudi v tujini pa marsikje. Pač ta odnos do staršev, ki so nam dali kmetije, je bil, da moramo to kmetijo nadaljevati. Naši nasledniki gledajo malo drugače, gledajo bolj čez ekonomsko logiko. Če mi kot družba ne bomo zagotovili nekega primerljivega statusa napram družinam, ki živijo v mestu, se ne bodo odločali za kmetovanje. Če bo on izračunal, da mu kmetija dela minus, potem da bo hodil v službo, pa denar od plače vlago, da bo vzdrževal kmetijo, pa sobote pa nedelje bo delal pa za otroke, ne bo imel časa in tako naprej. Tega se moramo zavedati. In zdaj, ko se o novi finančni perspektivi pogovarjamo, lepo, da je tukaj tudi gospod Hogan, vem, da se on bori za to, da se denar za kmetijstvo ne bi zmanjševal. Letos se bodo oblikovali ključni gabariti, kaj bo denarja za kmetijstvo, čeprav vem, drugo leto v maju bo dokončna odločitev. Zdaj je čas, ko mora tudi naša politika, tudi naše nevladne organizacije jasno postaviti naša stališča, kajti čez leto dni bo prepozno. V dobro ne samo kmetov, podeželja, širšega prebivalstva države Slovenije.